Mi smo potem začeli resno delati pred dobrim letom pa pol. Smo se pač dobili na Zoomu, jaz sem prej že imel neke tako zvočne osnutke, sem rekel, čist praznih rok pa ne morem biti, ne. In smo pač začeli govoriti, ne, in pa se je zelo hitro izkazalo, da ne glede na to, kar sem prej rekel, ne, se pravi, da smo ista generacija, da smo pravzaprav isto muziko tudi poslušali, da sta onadva tudi v mladosti, ne vem, v rock bandih igrala in tako naprej, ne. Da pa v bistvu vseeno tako je kar smo imeli pol vprašanja v smislu, kaj je harmonija, kaj je melodija, kaj je zate pop, kaj je zate avantgardno, kaj je zate, ne vem, mračno, kaj je zate veselo, ne. To je fantastično, to bi knjigo lahko iz tega naredili. Ja, tako da jaz sem imel na začetku načrt, da bodo stvari tako zelo spontano tekle, ne. V bistvu v tistem času sem ravno ponovno Johna Cagea odkrival in tako pač bral te njegove tekste o naključnosti, spontanosti, ne, pustiti stvarem, da se zgodijo, ne se vmešavati in tako, ne. In sem rekel, no to pa zdaj, to tako bojo stvari, ne, 3 bom, ampak nekaj se bo zgodilo, ne, nekaj pač treba je tvegati, ne, konec koncev treba kdaj nekaj prej tako, kakšni drugi projekti tako zelo stvari razmislil, preštudiral, tako zelo nadziral, ne. Sem rekel, no dajmo pa zdaj tako malo bolj ohlapno, ne, dajmo tvegati, mogoče bo. No, pa se je izkazalo, da v bistvu da nima to nič čisto nič všeč, ne, in da bi ravno so bila ta vprašanja, ne, pa kako bo, kaj ne zdaj midva napiševa za Laibach, ne, če je to taka institucija, taka skupina, kako, ne, kaj bi, ne. Tako da sem pa rekel, okej, dajmo se mi slišati čez 10 dni. Sicer, ne, kot rečeno, jaz sem prej že parkrat prebral Alamuta, sem si neke izpiske delal tako in se mi je zdelo, da mi je v bistvu v glavi vse jasno, ne, kaj hočem približno narediti. Ampak se je pol, ko se ti zdi, da imaš vse v glavi, pa začneš to razlagati, v bistvu ugotoviš, da ene stvari se ti samo zdi, da jih imaš v glavi, ne. Sem tako najprej naredil, ne vem, predstavitev Laibacha od začetka do današnjih dni, ne vem. Kaj mislim s tem, ko rečem pop aspekt, kaj mislim s tem, ko rečem orkestrski, abstraktni in tako naprej, ne. Tako sem jim dal razne vzorce, napisal zraven, pa se še njuno glasbo analiziral in jim pač napisal, kaj se mi zdi recimo primerno za kakšen vidik ali pa kako jaz dojemam recimo te njune skladbe, ne.